te hoče kdo biti zdrav vesel, pojď s nami na Dolensko, kjer griči so in zidance, kjer pije se peklinsko, kjer griči so in zidance, kjer pije se peklinsko. Prijatelji smo si med seboj in cenimo ljubezen. Dekleta naša rože so, ni takih na Slovenskem. Dekleta naša rože so, ni takih na Slovenskem. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolenska je moja mati. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolenska je moja mati. Ponikne potok mi, v Krki se zbudi, začenja se življenje njuno. In dalje zdaj hiti, ljudem sem govoril, kako prelepa je Dolenska. In dalje zdaj hiti, ljudem sem govoril, kako prelepa je Dolenska. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolenska je moja mati. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolenska je moja mati. Ja, dober dan. Tako z andahtjo smo začeli, kot se reče v klenem dolenskem narečju in pod imenom Andoht. Sliši tudi naš bend, ki ga sestavljata Gorazd Laznik na violini in Žan Ograjšek na kitari. En velik aplavz za odlična glasbenika. Še ju bomo slišali tekom dneva. Dame in gospodje, spoštovana županja, spoštovani župani, predstavniki občin, predstavniki zavodov za turizem, Slovenske turistične organizacije, spoštovani predstavniki lokalnega turističnega gospodarstva, dragi kolegi iz Društva turističnih novinarjev Slovenije. En dober dan vam voščim in seveda izrekam toplo dobrodošlico na prvi poslovni borzi turističnega povezovanja 4 občin, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Ivančne Gorice in Trebnjega. Dobrodošli in seveda iskrena hvala, ker ste sprejeli izziv današnjega mreženja in ustvarjanja novih partnerstev, kar pomeni, da verjamete, da je lahko turizem tudi vaša poslovna priložnost. Tako da še enkrat en velik aplavz, ker ste prišli. Današnji dogodek je nastal v sodelovanju z lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke ter na pobudo Društva turističnih novinarjev Slovenije. Ta prostor 4 občin, ta pokrajina ob zgornjem toku reke Krke ima z bogato kulturno dediščino, zgodovinskim turizmom, z naravnimi danostmi, z gastronomijo ter avtentično ponudbo za ribiče, čebelarje in raftarje izjemne priložnosti za boljši razvoj turizma. Vendar se zdi, da je na terenu ponudba teh 4 občin šibko povezana in slabo prepoznavna.
To sicer tranzitno območje Suhe krajine bi lahko svojo ponudbo z bolj premišljeno promocijo in z ustvarjanjem novih skupnih partnerstev ter nastopanjem na trgu iztržilo več gostov, več turistične pogače. Zato je namen današnjega dogodka, da se krepi razvoj turizma in spodbudi večje sodelovanje med istomislečimi ponudniki ter institucijami v širši regiji tega prostora, tako na področju turizma, kmetijstva, kulture, športa in gastronomije. In prav današnja borza lokalnih ponudnikov bi lahko predstavljala prvi korak k večjemu povezovanju in k skupnemu nastopu na trgu, s čimer bi se lahko postopoma trgal tudi tradicionalni tranzit skozi te kraje, ki imajo za ponuditi veliko. In tudi zato bomo danes po zaključku okrogle mize z vsemi odločevalci tudi podpisali iniciativo skupnega turističnega povezovanja teh 4 občin. Toliko za ogrevanje. Sedaj pa besedo predajam predsedniku lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke, Tomaž Smole. Dobrodošli med nami in izvolite k uvodnemu nagovoru. In velik aplavz. Hvala lepa, tako bo bolj slišati. Torej, spoštovani kolegi, kolegice, dragi turistični ponudniki in cenjeni predstavniki mediji, prisrčno dobrodošli na tej prvi borzi turističnih ponudnikov. Vsaka pot se začne s prvim korakom, vsaka hiša se začne s prvim kamnom in vsaka ljubezen se začne s prvim poljubom. Zato je danes tak poseben trenutek in sem tudi sam zelo vesel, da smo se zbrali v takšnem številu. Tu v publiki vidim številne znane obraze, kar je zagotovilo, da bo ta stvar uspela, se bo prijela in bo tudi prišla, bom rekel, do uresničenja naših ciljev in namenov, kot je že uvodoma povedala voditeljica. Opozoril bi pa na nekaj stvari, in sicer zato, da storiš prvi korak, je potreben pogum. Vendar, da svoje sanje uresničiš, ni dovolj samo pogum, potrebna je predanost in vztrajnost. In verjamem, da vsi, ki smo tu danes zbrani, vemo, kaj želimo in da bomo to skozi leta tudi uresničili in postavili te naše lepe kraje na turistični zemljevid Evrope in sveta. Hvala lepa in želim lep in uspešen dan vsem prisotnim. Hvala lepa, Tomaž Smole. Tisto o ljubezni pa prvem poljubu mi je še posebej se dopadlo. Ampak borza bo uspela samo, če boste tudi vi in vsi, ki smo danes zbrani, se povezovali. Tako. Lani aprila smo v Ilirski Bistrici s tamkajšnjim Ticem uspešno izpeljali prvo čezmejno borzo turističnih ponudnikov. Bilo je naivno dejanje, nismo vedeli, v kaj se spuščamo, ampak rezultat je bil lep. Namreč lokalni ponudniki so bili izredno zadovoljni, sklenili so se prvi posli. In tako je ta ista borza letos marca postala glavni poslovni turistični dogodek zelenega krasa in širšega območja Kastavščine, vse do Reke in Kvarnerskega zaliva. Srečanje in mreženje tamkajšnjih lokalnih ponudnikov je bilo tako strani ključnih institucij in turističnih odločevalcev prepoznano kot primer dobre prakse meddržavnega povezovanja. In tako opogumljeni s tem, z dobrimi odzivi ponudnikov s terena, smo tudi s tukajšnjim Lastikom se podali v organizacijo tukajšnje borze lokalnih ponudnikov. Vse željo, da se predstavijo priložnosti in možnosti ponudnikov iz vseh 4 občin z področja, kot sem že dejala, namestitev, gastronomije, kmetijstva, športa, kulture in da se med seboj bolj tesno povežejo in da se bolj samozavestno pokaže raznolikost tega prostora. Torej, kako razvoj turizma in sodelovanje, ki sega preko občinskih meja, vidijo turistični ponudniki s terena, ter kako
skrbijo za promocijo tega prostora. Kako torej pretrgati tradicionalni tranzit proti Hrvaški in ustvariti močno regijsko povezovanje. Napovedujem okroglo mizo in ob tej priložnosti na oder vabim Natašo Smirnov iz Športnega parka Cukrca. Nataša, dobrodošla na oder. Na oder vabim, izvolite, Uršo Skube iz Društva podeželske mladine Suha krajina. Urša, dobrodošla. Predstavnica Mlade sile. Na oder vabim tudi Špelo Smuk, predstavnico Zavoda Dobrote Dolenjske. Špela, dobrodošla. Brez skrbi, zapolnili smo tudi moške kvote. Na oder dobrodošel Aleš Zidar, predsednik oziroma strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Je prišel vse iz Ilirske Bistrice. Z velikim aplavzom pa na odru pozdravljamo tudi Polono Vrtar, vodjo Turistično-informacijskega centra Dolenjske Toplice. Malo pozneje pa bomo na oder povabili tudi Dominiko Koritnik-Trepelj, dolgoletno turistično vodnico z nacionalno licenco. Tako. Hvala vsem, ker ste se odzvali našemu vabilu. Špela. Špela nam bo malce kasneje predstavila Dobrote Dolenjske, zato je že v nizkem štartu, zato bomo začenjali z njo in tudi bolj zgodaj se bomo poslovili od nje. Kulinarična znamka Dobrote Dolenjske se raste in se razvija vse od leta 2014 in danes zavod povezuje že 120 ponudnikov z Dolenjske, Kočevskega, Ribniškega in Bele krajine s kar 700 kulinaričnimi in rokodelskimi izdelki. Zavod tudi sam razvija inovativna živila iz lokalnih surovin dolenjskih kmetov. Zavod je lani ustvaril za dobrega $500 000 prihodkov, letos načrtujejo 6% rast prihodkov, svoje izdelke prodajajo tudi na Amazonu. Njihova vizija pa je postati platforma za promocijo cele regije. Wow, komplimente. Špela, s kakšnimi izzivi, s kakšnimi težavami ste se srečevali na začetku? Ta prostor, to okolje namreč ni imelo razvite blagovne znamke, ni bilo prepoznavnih turističnih produktov, prav tako ni bilo nekega celotnega pristopa k njihovi promociji, razvoju in trženju. Kakšno ledino ste orali na začetku? Aleš, mogoče, če mikrofon podate Špeli. Dober dan. Tudi mene veseli in vsem lep pozdrav, da smo na takem dogodku, ki povezuje, ker ravno odgovor na to vprašanje je pomanjkanje povezovanja, je bilo takrat izrazito, se tudi zdaj se še soočamo s temi težavami. Prav gotovo so bile Dobrote Dolenjske odgovor na vse, kar ste našteli. Na neprepoznavnost regije kot kulinarične oziroma zanimive turistične destinacije, na nepovezanost med deležniki, na nepovezanost med panogami, ker turizem povezuje marsikaj od kulture, športa, kmetijstva, podeželja in tako dalje, do neprepoznavnih artiklov oziroma produktov, na katere bi morali biti izjemno ponosni, kot so naše avtohtone sorte, pasme, naša nesnovna kulturna dediščina, torej kulinarika, ki je neposredno povezana z mnogimi drugimi deležniki in Dobrote Dolenjske so bile odgovor na to. Srečevali ste se v bistvu z izrazito ne samo zavestjo lokalnih ponudnikov, ki niso imeli občutka, da je to, kar delajo, pristno, avtentično in odlično. In odlično. Ali so delali odlične stvari, ustvarjali, ali so imeli odlične storitve, odlične izdelke, pa niso imeli ustreznih registracij, pa morda ne dovolj poguma za to. Ali morda so se ukvarjali z primarnimi izdelki in jim je umanjkalo pri promociji, pri CGP-ju, predvsem pa je bila največja težava, katero še zdaj poskušamo premostiti z dobrim zgledom in dobrimi praksami, povezovanje in sodelovanje. Vaša prednost je tudi, da združujete te male kmete, od njih odkupujete surovine, katere potem vi predelate v izdelke, ves čas tudi aktivno komunicirate z dobavitelji. Kaj se je spremenilo od leta 2014 pa do zdaj? Preživeli ste vmes korono, neka zavest na terenu se je spremenila tudi. Kaj ste premaknili na terenu?
da smo mi premaknili, bi bilo tako prepotentno reči, ne. Premaknilo se pa je marsikaj. Na področju Dolenjske in na našem območju so v tem času nastale odlične zgodbe, odlični ponudniki, ki so prepoznavni, ki razumejo, da je povezovanje in visoka kakovost in zgodba, za katero stojijo, zelo pomembna. Tako da so premiki, mislim, mi ne samo, da odkupujemo surovine in jih predelamo, ker to sicer počnemo, ko vidimo, da nečesa na trgu ni, ne, in da bi lahko pomrežili naše deležnike in mogoče prišli do nekih inovativnih produktov, ki bi predstavljali Dolenjsko kot zanimivo turistično destinacijo skozi te produkte, ampak mi odkupujemo tudi končne produkte od res odličnih ponudnikov, ki so tudi nekateri tukaj, ne, in jih z veseljem promoviramo. Obisk v naših, mi imamo trgovine, nočem imenovati trgovine, pa ni nekega drugega izraza, ne, ta naša hiša dobrot in v Ljubljani in v Trebnjem, zdaj bomo odprli tudi v Novem mestu. Mi se res trudimo, da to ni trgovina, mi se res trudimo, da vsak izdelek predstavimo, kdo ga je naredil, kako ga je naredil, na kateri kmetiji, iz katere kmetije so surovine, kakšna je zgodovina tega izdelka ali surovin ali česarkoli, promoviramo naše avtohtone sorte, pasme, cviče, krškopolc, raško čebulo, tudi šmarnice. Poglejte, počakajte, omaka iz raške čebule s cvičkom, wow. Potem imate cvičkovo sol, pa sol modre frankinje, wow. Cvičkov liker, roženkrautov liker, želej iz lokalnega sort grozdja, pa tudi šmarnice, pogosto prezrte, sami pečete piškote, kuhate marmelade, skratka, bolj lokalno že ne gre. Predno vas pustimo v zgornje nadstropje, kjer pripravljate zgodbo, ki bomo lahko okusili kasneje. Kaj še pogrešate na terenu? Kje vidite ozka grla in kaj bi si želeli, da bi se v prihodnje spremenilo v luči tega večjega povezovanja? No, tako ste na začetku omenili, ne, turizem ne pozna meja, ne, in jaz bi res morda pogrešam tukaj, ker sem tudi preden sem se začela ukvarjati z dobrotami, se ukvarjala s turizmom, jasna strategija, ne, jasna strategija, kaj hočemo, kaj imamo, kaj so naši potenciali, kaj dajmo razvijati, na katerih točkah se dajmo povezati, in potem evidentirati to in potem narediti nek akcijski plan na področju Dolenjske, ne, na področju, občine smo zelo, ne, torej, kot smo rekli, turizem nima meja, ne, ker Dolenjska je morda dostikrat na nacionalni ravni, ne, krivično spregledana, ne, torej promovirajo se Bled, Bohinj, bolj Piran, Brda, ne, včasih smo kar mičkeno. Moram stopiti v bran slovenski turistični organizaciji, malo ste si sami krivi. Mogoče tudi malo. Absolutno, absolutno, ne, to sploh ne dvomim. Zaradi tega, ker povezani bomo močnejši in moramo vedeti, kaj ponujati trgu, biti prepoznaven samo po, ne vem, zdraviliškem turizmu ali pa kaj takega, mislim, da ta trenutek tako, to ni dovolj, ljudje rabijo doživetja in ta doživetja, ki so toliko blizu naše prestolnice, so, mislim, neizmerna lahko, ne, povezani. Želja torej, da se strategija ne spremine na vsake 4 leta in da se držimo neke zastavljene poti in potem sledimo. Da jo sploh imamo, ja. Tako. Špela Smuk, hvala lepa, vas prepuščamo vrhnemu nadstropju, kjer boste ustvarjali dobrote, tako da en velik aplavz, dobrote Dolenjske. Sedaj pa na oder vabimo Dominiko Koritnik-Trepelj, dolgoletno turistično vodnico z nacionalno licenco. Tako. Dominika, dobrodošli. Bom začela s Cukrco, ki je na moji levi. Tako, Nataša Smirnov, vi v osnovi niste Dolenjka. A je bil to mogoče prednost, ki ste začeli z vašim poslom? Vodite enega bolj uspešnih
športnih parkov na tem območju Dolenjske. Vaša zgodba je bila dostikrat v medijih in občutek s terena je, da ste v občini Ivančna Gorica eden glavnih in močnih turističnih ponudnikov. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Ne, nisem Dolenjka v osnovi, ampak sem Dolenjka po srcu. Zdaj lahko rečem to po 12 letih. Dolenjska v mojem srcu. Tako je, tako kot sem jaz posvojila Dolenjsko, je tudi Dolenjska posvojila mene, natančneje Ivančna Gorica. In ja, mogoče pa je bila to prednost. Vsaj v branži, s katero se ukvarjam, mogoče je bila to prednost, da sem jo začela raziskovati bolj kot prišlek, spoznavati njene lepote, njene priložnosti in jih prepoznati. In zdaj pač, ja, tako kot ste rekli, vodimo to uspešno zgodbo parka Cukrca. Res je. In vaš park, ki velja za največji doživljajski park na Dolenjskem, se lahko pohvali z izjemno dobro obiskanostjo. Za cilj ste si zastavili, da želite ljudi izobraževati, jih spodbuditi k gibanju na prostem in poleg adrenalinskega in kolesarskega dela parka ponujate tudi gozdno učno pot. In zdi se mi odlično, ker ste s povezovanjem gozdni teren, ki niti ni bil degradiran, ampak ni služil ničemur, pač je bil gozd, spremenili v primer dobre prakse, kako praktično sredi ničesar vzpostaviti turistično zgodbo. Vi na začetku sploh niste razmišljali o turizmu, ampak ste izhajali iz potreb lokalne skupnosti. Tako, bere se kot v učbeniku za turizem. Ja, res je. Čeprav bi se zlagala, če bi rekla, da res ni bilo, da nismo razmišljali o turizmu. Seveda brez takšnega razmišljanja naš park ne bi funkcioniral. Ampak ste izhajali od spodaj na vzgor. Pobuda, navdih pa je izhajala najprej iz osebne potrebe, potem iz potrebe lokalne skupnosti. Je pa pač projekt malenkost prerastel ta naša pričakovanja in naš prvotni okvir, ampak smo se brez težav in z velikim veseljem prilagodili. Vaš park je primer dobre prakse, kako uspešno upravljati na zasebnem zemljišču in z zgledno urejenim odnosom z lastnikom. Kako je v ta park konkretno vpeta lokalna skupnost, da nimate samo vi ekonomske koristi od vašega posla? Ja, v bistvu pri celotnem nastanku našega parka je bila lokalna skupnost izjemno vpeta, nekako tudi pri samem delovanju, a ne, stremimo k temu, ponujamo lokalne izdelke, naša celotna učna pot je zasnovana strani lokalnega umetnika lesenih skulptur. Skratka, trudili smo se vklopiti, kar se je dalo lokalno, vpet ljudi, vpet ponudnike, vsak nekaj zna, skupaj smo močnejši, tako da tudi zdaj pri samem delovanju, tako kot rečeno, stremimo k temu, kolikor je pač izvedljivo. A je dober občutek, vaša zgodba prerašča meje občine? Čudovit, še lepši pa, ko premaga meje države. Bravo, tako je treba segati. Ja, samo nebo je naša meja in še čez. Tako. Mikrofon je Roma k Poloni, Tic Dolenjske Toplice. Polona, v vaši občini imate kar nekaj ikoničnih točk slovenskega turizma, vse od baze 20, za katero se želimo močnejšo promocijo, da bi ljudje še vedno tako množično kot njega dni obiskovali jo. Potem je tu reka Krka, pa Hudičev Turn, pa Center Gače. Imate ponudbo termalnega turizma v sklopu Term Krka. Imate svoj FKK kamp, pa Ošterijo, Herbelier, pa Zidaniški turizem, pa Kočevski Rok, celo Župnik ponuja svoje apartmaje. Vaša ocena? Ja, ne? Župnika nalaš niso hotela takoj za FKK omeniti, da ne bo pomote. Torej, zdi se, da imate dober turistični splen, pa vendarle, kaj se pogreša na terenu, kje vidite ozka grla in seveda v katerem letnem času vam najbolj primanjkuje gostov, tudi zaradi premajhnega povezovanja? Ja, se bi kar naslonila na tole zadnjo. Župnika, hecam. Dobro, župnika, ja, tudi župnik mora biti podjeten v današnjem času. Poglejte primer Pirana, ne? Piranski župnik je eden glavnih turističnih ponudnikov. No, tako, mogoče bo pa tudi naš postal nekega dne. Ja, povezovanje. Torej, povezovanje, jaz mislim, da še dejansko tudi na našem območju, da moramo še veliko postoriti glede povezovanja. So zametki, se dogaja, ampak brez povezovanja domačega turističnega gospodarstva, domačih ponudnikov, poznavanje ponudbe, da najprej pogledaš doma, kaj lahko pokoristiš, torej to je tisto prvotno. Potem pa, da se dejansko zgodba izpleni naprej. Za Dolenjsko se
njega dni rekli, da ima močno razvito industrijo, še vedno jo ima. Mogoče se zaradi tega turizem ni tako zelo razvijal, kot naprimer tudi na področju Vipavske doline, kot je bilo to desetletje nazaj. Imate občutek, da veliki turistični ponudniki, kot so Terme Krka, včasih zasenčijo te male? Dan danes je mogoče začutiti, da se povezuje, torej so povezovanja, so iniciative, da prihaja do tega povezovanja, da predvsem zdraviliški turizem, ki pride, ko pridejo obiskovalci v zdravilišča, pridejo v Tit, se zanimajo, se pojavijo na naših dogodkih, tako da to, da je popolnoma zaprto, kot mogoče je začutiti iz terena, temu ni tako. Ja, seveda imajo terme največji izplen, zato ker tudi ponujajo največjo marketinško podporo, prepoznavnost in če pač rečemo, zakaj so Dolenjske Toplice znane, ja, seveda, Dolenjske Toplice se naslanjamo na prepoznavnost term. Že iz časa Kranjske. Tako, in to dejansko moramo sprejeti, ampak seveda pa morajo biti Dolenjske Toplice tudi prepoznaven kraj ostalih turističnih ponudnikov, tako kot ste omenila. Imamo veliko za ponuditi, imamo majhne drobne kotičke, še dokaj neraziskane, imamo odlične gostinske ponudnike, odlična doživetja, nove turistične produkte in skupaj s prepoznavnostjo lahko dosežemo več. Kje konkretno vidite te priložnosti za sodelovanje? Katera področja bi mogoče izpostavili? Kako torej bolj tesno sodelovati s temi ikoničnimi točkami v sosednjih občinah? Gradom Žužemberk, pa Cistercijanskim samostanom v Stični, hišo Kranjske čebele, pa Jurčičevo domačijo, ponudbo na reki Temenici, ki je popolnoma spregledana, da o Krki ne govorim. Ja, najprej moramo vsi skupaj poznati ponudbo svojega soseda in potem svoje lastno. Brez tega se ne moremo iti turizma. Je pa še vedno to, ne, moje domače, naše, probajte ostati čim dlje časa tukaj pri nas, potem pa greste malo naprej. Ampak če ne bomo poznali torej celotnega območja, celotnih, ne nazadnje tudi potreb naših obiskovalcev, moramo se zavedati, da se gosti spreminjajo. Ja, omenili ste, smo tranzitno območje, vedno več je enodnevnih obiskov, zmanjšuje se število obiska gostov v hotelih, v nastanitvah. In dejansko poiskati ponudbo skupno, s katero bomo res goste zadržali tukaj. Teden, 10 dni in ne samo en dan ali pa samo čez tisto uro, ko se lepo odpeljajo čez celotno območje Lasastik. Jaz mislim, da se tudi mi kot gosti, kot turisti spreminjamo in da znamo ceniti ponudnika, ki je toliko odprt, da ponuja svojo okolico, svojo lokalno skupnost. Ne. Lep primer je bila prej gospa iz kmetije Gril, ki je tako lepo povedala, ne, da kako jim raste vrednost blagovne znamke njene kmetije, če se bo povezovala iz ošterijo z sosednjo kmetijo in tako naprej, ne, če bo jogurte delala v sodelovanju z Berško in tako naprej. No, to se mi zdi, da gostom mogoče gre celo na živce, če ga želiš samo ljubosumno zadržati na domači barjači, kakor bi rekli na Primorskem. Absolutno, pa tudi če smo čisto pošteni, saj kdo pa lahko od nas občin, ki smo tule prisotne, gosta zadrži 10 dni. Pač mi se moramo povezovati, lahko je tukaj nastanjen, pa potem žalostno odide v Postojnsko jamo ali na Bled. Slovenija je majhna in enourna vožnja odideti nekam dan danes ne pomeni za tujca popolnoma nič. Pa ne pozabite, da imate dosti bolj avtentično ponudbo, kot Absolutno. je bo Bled imel kadarkoli. Ne? Bled je postal len na stari slavi, na ikonični podobi čudovitega otoka. Ne? Res je. Tako da so številne niše in priložnosti, ki jih velja izkoristiti. Priložnosti je še zagotovo ogromno. Res je. Urša Skobe, bili ste predsednica Društva podeželske mladine Suha krajina, obenem pa tudi vodja področja neformalnega izobraževanja in mladinskega dela pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Kako razumete turizem na tem območju in na katerih področjih menite, da bi se mladi lahko aktivneje vključili v turizem? Kje so poslovne priložnosti za mlade? Hvala, pozdravljeni še strani mladih. Si bom upala vzeti to besedo kot svojo in kot predstavnika mladih. Kje naj začnem? Da ne bo turizem samo nekaj za najlepše, ne? Kot se rado pogosto reče za turizem. Ne? In da mladim ne bo turizem nekaj, kar ne poznamo, ker mislim, da je to prvo vprašanje, ki ga moramo nasloviti mladim, kaj sploh je turizem, ker se mnogi ne zavedamo, kaj v resnici je turizem in katere spektre vse vključuje turizem. In preden pridemo na turizem in preden jih začnemo vključevati v turizem, je pomembno, da poskrbimo za njih. Kako za njih poskrbimo?
na tak način, da jih slišimo, da jim ponudimo okolje, v katerem lahko ustvarjajo in kjer jih vidimo. To bi si upala reči, no, da mogoče velikokrat mladi pogrešamo. Strani vseh ponudnikov, kakorkoli, ne rabimo biti vedno uporabniki vseh teh stvari, pa samo tisti, ki gledamo stvari. Zagotovo nam manjka tega, da smo slišani in da dobimo priložnost ustvarjati stvari. Je pa mogoče pomanjkanje, mislim, mladi so v neugodni situaciji. Zakaj? Ker so tisti, ki nimajo znanja in ne znajo dostopati do sredstev, s katerimi lahko operirajo. In bi rekla, da so ali pa ste ali pa smo, kakorkoli, vsi deležniki pomembni, da vse te torej mlade, starejše, tiste, ki so že v poklicih, starostnike v resnici vključimo v oblikovanje nekih turističnih ponudb in turizma. Čeprav mislim, da ste dovolj podkovani, da znate poiskati te vire glede na informacijsko dobo, pa digitalizacijo in tako naprej, tako da ne kupim čistega odgovora, pa vendarle. Turizem je seksi stvar, turizem je stvar, kjer lahko uživaš, ne? To je lahko lep posel, ne? In hkrati bi zaposlitve v turizmu bi tudi zadržale tranzit proti Ljubljani, da ne bo vse gravitiralo v prestolnico v bistvu, ne? Definitivno, ampak še enkrat, se mi zdi, da res mladim premalokrat ponudimo nek prostor za razvoj. Mladim velikokrat ne namenjamo niti priložnosti, oziroma jih ne spodbujamo, da ostajamo v lokalnih okoljih, pa v resnici mladi potrebujemo uiti enkrat takrat. Pri 20 letih, 18 si vsi želimo tega, da odkrivamo, vsi želimo biti svobodni, vsi želimo pač odkriti neke stvari, ki so nam nepoznane, pa mislimo, da pač je doma vse zelo nemogoče in rigidno, pa v resnici temu ni tako. Tako da je pomembno, da lovimo vse tiste mlade, ki pa začnejo v bistvu oblikovati neko svojo karierno pot in začnejo ustvarjati neke svoje stvari v svojem lokalnem okolju. In pa zakaj je tako pomembno, da začnejo ustvarjati svoje stvari v lokalnem okolju? Zaradi tega, ker ga res dobro poznajo, v njem so odraščali, vejo, kaj so prednosti. Mogoče se to navezuje na vaš odgovor, se pravi, da ste prišli kot nekdo, ki ne pozna Dolenjske in je odkrival te stvari, je pa prednost torej mladih za tistih, ki se danes zavedamo vsega tega pomena in ekonomske koristi, kakorkoli. Da se zavedamo in poznamo te prednosti, ki smo jih tudi prej omenjali, da jih moramo prepoznati, da jih torej uresničimo, ampak res za to rabimo spodbudo in pa neko podporo. Mislim, da morate mlade peljati v Zidanice, da bodo Šmarnico probali. Tako kot Nataša in pol Dolenjska v srcu posledica. Tako. Aleš Zidar, mikrofon že imate. Mogoče vtis iz zadnje turistične borze, ki se je marca zaključila v Ilirski Bistrici. Vi ste bili tudi na prvi in spomnim se vašega klica. Sem bila že v avtu na poti domov in ste me klicali in ste rekel, 3 posle sem sklenil. In jaz sem rekla, borza kljukca, borza uspela, ne? In to čezmejni posel. Zakaj so takšne borze pomembne in zakaj je dobro, da se ta dober vibe tega povezovanja širi tudi v občine, ki mogoče niso prva izbira pri gostih? Res je. Prižgan sem bližje k ustam. Super, evo, zdaj pa je. Torej, lep pozdrav z Primorske, mi smo tudi danes imeli sonce, tako da je super. Rapalska meje, imajo se za Primorce, brez skrbi. Moram priznati, da sem bil tudi jaz sam skeptičen od vsega začetka, kaj pravzaprav pomeni ta lokalna borza. Jaz sem tam sodeloval tako po eni majhni organizacijski strani, kot tudi ponudniški, kot ponudnik. In moram reči, da sem bil zelo zadovoljen, ker smo v bistvu na enem mestu, v enem dnevu, v par urah spoznali toliko partnerjev, ki jih ne bi celo leto, če bi hteli kaj iskati. In to je bistvo, da se na borzi spoznaš, da v bistvu vidiš, kaj potrebuješ, kaj je novega, kdo vse kaj dela. Na koncu koncev marsikdo niti ne ve v eni občini, kaj delaš, ne pa na širšem področju. In je iz tega razloga to zelo zanimivo. No, pa tudi Hrvaška, ker so bili tudi ponudniki iz Hrvaške, je za nas tudi zanimiva. Ilirska Bistrica je 30 km od reke, od Opatije, torej Kvarner je naš, bi rekel človek, naraven bazen, ki smo včasih delali in so se te povezave začele spet nazaj vzpostavljati, kar je zelo pomembno. In prav tu so te zgodbe, da tudi oni pridejo pa da pokažejo, kaj imajo, s čem delajo, s čem se ukvarjajo in konec koncev kaj tudi ponudijo. Iz tega razloga jaz vidim pozitivo v teh borzah.
In če se zdaj navežem tudi na evropska sredstva, Urša je prej rekla, kako vključevati mlade, da iščejo neko svojo priložnost. Liderlas projekti, evropska sredstva so lahko priložnost, kako mladi štartati svoj posel na podeželju, kako uresničiti svojo noro, inovativno idejo in kako je tudi spraviti na trg, pomaga se jim pri promociji in tako naprej. In z vsem tem se pripomore k manjši centralizaciji v Sloveniji. Mogoče, Aleš, vaš pogled, tržne niše, tudi za ponudnike tega konca, kje iskati skozi ta evropska sredstva? Jaz moram reči, da že pred par leti sem sodeloval na podeželskem kongresu Hrvaškem podeželskem kongresu, oziroma Hrvaškega podeželskega turizma, in tam sem imel en prispevek na temo vpliv lokalnih akcijskih skupin na razvoj podeželja oziroma podeželskega turizma. Velik je. Zakaj je velik? Zaradi tega, ker lokalne akcijske skupine oziroma sredstva LIDER, zdaj govorimo o sredstvih LIDER ali pa CLLD, so v bistvu sredstva, ki so namenjena na območje, niso namenjena na nivoju cele Slovenije ali pa konkretno šel kar na mikrolokacijo za občine, so namenjena za območja, za občinska območja. Za mikroobmočja posameznih lokalnih skupnosti. In za tiste, ki si nekaj pač želijo na tem področju delati. V bistvu gre za pristop od spodaj navzgor in prav naloga lokalnih akcijskih skupin je, da najde neko povezavo oziroma da najde neko v okviru svoje strategije, konec koncev, da povežete ponudnike med sabo in jim omogoči en del svojega posla tudi s sofinanciranjem projektov. To je tisti štos, da v bistvu lokalni ponudniki ali pa na konec koncev tisti, ki želijo, investitorji ali pa tisti, ki želijo narediti kakšen posel, dajo svojo idejo in tu pride od spodaj navzgor. Katere tržne niše bi svetovali mladim, tudi z tega konca, da naj usmerijo svojo energijo, voljo in motivacijo? Kje se razvija dober posel? V bistvu, katera področja so to? Jaz bi tukaj bil zelo širok, ne bi šel natančno nič, ker je problem je v tem, ker vsako območje ima neko svojo specifiko in to specifiko je treba prepoznati. Zaradi tega tudi, recimo, bom se spet vrnil na lase, pripravljamo strategije lokalnega razvoja in te strategije so sicer 5-letne, ampak bi morale biti še daljše, da se v bistvu ti z neko strategijo, da se nasloniš na nekaj, kar bo morda čez 5 let bilo uspešno. Kaj pa je tu? Mi recimo na našem področju smo predvsem na razvoju podeželskega turizma gremo delati, pa potem na različnih storitvah, ki so v podporo, iščemo dodano vrednost tistim storitvam, ki že obstajajo, na ta način. Spodbujate podjetniško miselnost in iz človeka, ki se nikoli ni ukvarjal s poslom, ki nikoli ni mislil, da bo podjetnik, njega spodbujate, da sega preko svojih meja in dela nekaj, kar sicer ne bi predstavljal, ga iz neke cone udobja pušnete ven. To sem hotel poudariti, da predvsem iščemo trajnostne projekte, ki bodo živeli tudi, ko se bo končalo financiranje, in je zelo pomembno, da v teh projektih najdemo ljudi ali pa tiste podjetnike na koncu koncev, če želimo tako, ki bodo te stvari znali peljati tudi v nadaljevanju svoje zgodbe. Delč od tega, da so občinski projekti slabi, ker so namenjeni ljudem, so namenjeni ljudem, tudi, ne vem, ureditev nekega krajevnega doma ali pa na koncu koncev ene kuhnje za podeželske društva podeželskih žena in tako, tu je vse v redu, ampak vsaka zgodba, ki bi morala zasledovati ta sredstva, je trajnost oziroma nekaj, kar v bistvu bo delalo tudi v nadalje in tu je point vsega. Tako, da živi tudi, ko se iztečejo evropska sredstva. Dominika, ste dolgoletna turistična vodnica z nacionalno licenco, s številnimi izkušnjami na terenu, z najrazličnejšimi gosti vseh narodnosti. Kako vi razumete ta turistični prostor 4 občin? Kje na terenu čutite ozka grla? Najprej lep pozdrav vsem v dvorani, hvala za besedo. Jaz sem strastna zagovornica inovativnega turizma. To je en tak velik bazen nabora turistične ponudbe in če lahko, glede na svoje izkušnje,
nekako predstavim, kaj je za mene dober turistični produkt oziroma povezovanje znotraj tega produkta, bom definitivno rekla, da je to apiturizem, ki vključuje kulturni turizem, romarski turizem, gastronomski turizem, zeleni turizem ali širše, trajnostni, znotraj katerega sodi tudi apiturizem. Skratka, vse tisto, kar ti lahko na enem območju, lokaciji, občini najdeš, prepoznaš in povežeš med seboj. Namreč jaz sem turistična vodnica, to se pravi tista zadnja v verigi oziroma prva v verigi ponudnikov, s katerimi se sreča gost oziroma obiskovalec. In ker menim, da smo nekateri vodniki dovolj pogumni in vztrajni in vse tisto, kar je bilo rečeno na začetku, menim, da se tudi na osnovi lastnih vizij, ki so včasih malo čudne, mogoče se dogajajo kakšni taki lapsusi, nas nekateri ne razumejo najbolj, ampak za vztrajnostjo in trmo dajo speljati. Tako da jaz osebno, kadar razmišljam o novih produktih, nikoli ne pomislim recimo, tole se pa ne bi dalo izpeljati. Ponavadi razmislim, kako bi to najlažje. In glede na vse te izkušnje, ki jih imam, tudi zdaj v društvu Praetorium Letobicorum, sem se ravno kar pred vstopom v dvorano dogovorila že za eno zadevo, ki se bo verjetno že drug teden šla v razgovor. Bomo videli, kje se bomo ujeli. Bravo, dajmo kar en velik aplavz, tako se dela posle, bravo. Ja, mi tisti, ki smo freelancerji, to se pravi svobodni umetniki, za nas ni meja. Pa ne me narobe razumeti, vsak pač deluje tako, kakor meni da. Pa še nekaj bi rada poudarila, pri svojih gostih, ki jih imamo, definitivno moramo vključevati tudi turizem za vse. To se pravi del turizma, ki vključuje tudi osebe z različnimi motnjami v razvoju, z gibalno oviranje, potem senzorno oviranje in tako naprej, osebe, ki so s posebnimi potrebami oziroma z oviranostmi. Tako kot to odlično počnejo na območju Nove Gorice in Banške planote. Tako, tudi mi v Trebnjem, pa to še ne veste, ker vključujemo v enega od svojih produktov, ki se mu reče urbani čebelji sprehod, tudi varovance oziroma uporabnike VDC-ja enota Trebnje. Skratka, ni meja, seveda pa nismo vsi enaki, nekateri imajo več idej, drugi manj, ampak vse se da krasno povezati in to vrstne borze, ki jih jaz poznam že iz tujine, B2B varianta, so odličen prostor za to vrstno povezovanje. Kdaj na terenu vi kot prvi oziroma zadnji člen v verigi občutite največji manko ponudbe? Pred, po sezoni, v času glavne sezone, mogoče kaj se pogreša? Od infrastrukture, od produktov? Predsezona pa posezona. Ker recimo en produkt, ki ga recimo neka občina, kdorkoli pa že prijavi ali kakšen ponudnik, se da z manjšimi popravki tudi na celotno sezono speljati. Zdaj spet voda na naš mlin. Urbani čebelji sprehod po Trebnjem jaz lahko speljem tudi takrat, kadar je meter snega. Če ne verjamete, pridite, samo počakati moramo do metra, snega, da boste verjeli. Podnebne spremembe so še vmes. Vsekakor z dobrim premišljenim produktom, pa ne nazadnje tudi z izkušnjami, jaz mislim, da se stvari dajo odlično izpeljati, pa z povezovanjem. Če nekdo tisti dan ali tisti mesec pač nima ponudbe takšne, kot je, greš drugam. Tu bi se navezala na star bosanski rek, ki pravi, da če pri enem ni, greš k drugemu, ampak tisti, ki nima, ti mora povedati, kdo je drugi, to se pravi, spet smo pri sodelovanju. Bravo, bravo. Si upate povedati, katera občina najšibkejši člen v svoji ponudbi? Ne, okej. Vsak izmed 4 občin ima svojo turistično hrbtenico, svoje markantne in karizmatične točke, ki predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in tudi za opogumljanje ostalih turističnih ponudnikov. Žužemberk z gradom, ki velja za eno od najslikovitejših in najbolj tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Potem je tu ribolov, potem so športne aktivnosti na reki Krki, ki se lahko, kot mislim, da edina v Sloveniji, pohvali z lehnjakovimi pragovi. Potem so tu dobre priložnosti za kongresni turizem, ki se odpirajo v še sveže, obnovljeni in odprti Auerspergovi železarni na Dvoru. Velike upe polagamo, gospod župan, na ta prostor. Potem je tu Ivančna Gorica s čudovito čebeljo zgodbo o kranjski sivki, s kulturnim turizmom
Josipa Jurčiča in z največjim še delujočim cistercijanskim samostanom pri nas, pa Muzejem krščanstva na Slovenskem. Skupaj z Žužemberkom si Ivančna Gorica deli ponudbo reke Krke kot druge najdaljše reke v Sloveniji. Potem je tu Trebnje z reko Temenico in pohodniškim turizmom, kjer na čelu prednjači literarni pohod po Levstikovih stopinjah. Tu je zanimiva galerija likovnih samorastnikov, ki velja za, pazite to, edino zbirko naivne samorastniške umetnosti v Sloveniji in je ena najpomembnejših v svetu. To so lokalne zgodbe, ki imajo okno v svet široko odprta. In potem imamo tu Dolenjske Toplice, druge najstarejše toplice na območju nekdanje Kranjske s termalnim in wellness turizmom. Kot rečeno, pohvalijo se lahko s hudičevim turnom, s ponudbo čokolade, številnimi kmetijami, zidaniškim turizmom, bazo 20 kočevskim rogom ter dediščino kočevskih Nemcev. In ta prostor so zaznamovale tudi številne pomembne osebnosti, od že omenjenega Josipa Jurčiča, ki je avtor prvega slovenskega romana, potem Frana Levstika. V tem prostoru je bil rojen Friderik Baraga, misionar, škof in jezikoslovec, ki je napisal prvo slovnico in slovar za indijance iz plemen Otava in Očipva. Iz teh koncev prihaja operna pevka Vilma Bukovec. V cerkvici svetega Miklavža v Žužemberku je nekaj časa služboval Primož Trubar. V središču Žužemberka se je rodila prva slovenska hollywoodska igralka Rozalija Sršen z umetniškim imenom Zala Zarana. Potem v Višnji Gori je delovala slovita čebelarska družina Rothschilds, ki je živela na gradu Podsmreka pri Višnji Gori. In potem so tu Auerspergi, ena izmed najbogatejših in najvplivnejših plemiških družin v avstrijskem cesarstvu. To prebiram zato, da vam povem, kako zelo samozavestni ste lahko z vašo turistično ponudbo in da to niso lokalne zgodbe kar tam nekje. Tega Bled nima, tega nimajo ikonične točke slovenskega turizma. Imate vi, ponudniki teh 4 občin, tako da široko razprite krila v turizmu. Polona, kaj bi si želela za v prihodnje? Jaz bi si želela bolj aktiven zidaniški turizem, s poudarkom na naši Šmarnici. Tako da aplaudiram vinogradnikom, ki ste tudi s pomočjo Liderla sredstev razvili marmelado pa džeme, sokove, da se izgublja ta negativni pridih o Šmarnici, ki sploh ni tako strupena, vse je stvar v zmernem pitju, tako kot pri tako opevanem Teranu ali pa Rebuli ali pa imenitnih briških vinih. Šmarnica ni nič slabša, sem dober marketing potrebuje in zato smo tudi someljejko pripeljali danes z nami. Tako, prihaja pa zelenega krasa, Morana Polovič živijo. Aha, ni še več tlele, ja. Ok. Polona, mogoče pogled za vnaprej, preden pridemo na zavezo. Za pogled vnaprej predvsem sodelovanje vseh 4 občin. Torej, danes smo že dostikrat slišali, da turizem ne pozna meja. Jaz verjamem, da vsaka lokacija, vsako območje ima točke, s katerimi je lahko zadovoljen, ima dogodke, katere organizira in da lahko brez težav prenesemo na območje druge občine. Predvsem pa povezovanje in da nekdo, ki pride v Ivančno Gorico kot v vstopno točko, ima na voljo tudi prospekt iz Dolenjskih Toplic, ima v Dolenjskih Toplicah prospekt iz Trebnjega, iz Cukrce, torej, da se dejansko začnemo spoznavati in pogovarjati in samo da izkoristim še to priložnost. Jaz sem zelo vesela, da smo se danes tukaj spoznali. Veliko vas je rekel, da sami znani obrazi, jaz pa moram reči, da žal ne, da je veliko novih obrazov in sem zelo vesela, da dejansko se bomo spoznali in pred nami je novo programsko obdobje Lase stik. Veliko je društev, veliko je posameznikov in če vam kdo od potencialnih potrka na vrata, da se priklopite projektu, pa tudi če ni iz vaše občine, dajte ga sprejeti, prisluhnite mu, ker jaz verjamem, da ideje so vedno izvedljive, nebo je meja in da samo skupaj z nekim res sodelovanjem lahko tudi Dolenjsko ponesemo napram Bledu, napram Piranu in da tudi Dolenjska lahko postane na našem turističnem zemljevidu ena izmed bolj obiskanih regij. Pred nami so turistični sejmi doma in v tujini, specializirani turistični sejmi, kamor se lahko prijavite. A bomo na naslednjem sejmu, če recimo Alpe Adria, januarja prihodnje leto, videli skupno destinacijo tega širšega območja Suhe krajine, se pravi teh 4 občin? Vrgla sem rokavico? Vrgla rokavico, ja, če se bomo zmenili, bomo. Sej župani tle slišijo, so v prvih vrstah. Če se bomo zmenili, bomo. Se bomo zmenili?
Ja, jaz mislim, da smo ljudje na pravih mestih in da tudi vsem županom je interes, da se začnemo povezovati in da naredimo eno točko naprej. In jaz bom rekla ja, potem bojo pa še ostali predstavniki rekli ja, a ne? Bravo, en velik aplavz za enkrat. Županov v prvih vrstah pa samo navržem. Turizem je najbolj seksi stvar, s katero se lahko pohvalite v občini. Pol so šle industrijske cone. Nataša, vi se že nastopate na Alpe Adria, smo vas že videli v sklopu destinacije, mislim, skupaj z Ivančno Gorico občino, tako da neke povezave in družine znotraj občine obstajajo, sedaj pa mreženje v okviru teh 4 občin, ne? Ja, res je. Naša občina oziroma vsi turistični ponudniki skupaj z zavodom smo lansko leto postavili ene začetne temelje tega povezovanja in sodelovanja. Je še veliko prostora za napredek, ampak ja, prvi rezultat je že bil viden na sejmu Alpe Adria. Mislim, da smo dosti uspešno zastopali destinacijo in ja, želim si tega sodelovanja v prihodnje še več, pa še širše, se pravi, to je bil prvi korak, naslednji korak pa ima kot destinacija. Bravo. Urša, vprašanje za vas. Med nami so tudi predstavniki Turistične zveze Slovenije, kjer imajo čudovit produkt Turizmu pomaga lastna glava, ki vključuje tudi mlade. Kdaj se boste prijavili tudi s svojimi inovativnimi produkti, tudi na Turistično zvezo, pa na Slovensko turistično organizacijo, ki ima odprte prijave na inovativna doživetja Slovenia Unique Experiences, kjer ni meja, kar se tiče let in tako naprej. Zdaj, ko vem, da to obstaja, mogoče takoj, ne, ko bo. ker veste, Ne, mogoče je tu ena stvar, ki jo hočem Jaz mislim, da vi navrči sem. premalo brskate, da se premalo pozanimate za te informacije. Nekdo, če bi želel najti svojo priložnost v turizmu, napne vse moči, da brska, praska, grize. Gotovo. Jaz mislim, da imamo samo malo preveč informacij, pa ne vemo, katera je ta prava. Ko vemo, katera je ta prava, tja pridemo. Jaz mislim, da je to tudi dokaz našega društva, kakorkoli, in sodelovanja z lokalno akcijsko skupino in z Dolenjskimi Toplicami, kjer smo pač zdaj v enem letu ustvarjali izjemno zgodbo in širimo naše sodelovanje, ampak resnično najti moramo tisto ta pravo, mogoče rokavico, ki jo si nadanemo, pa jo pol uporabljamo, ampak ja, mogoče je poplava informacij, tako da kdaj bomo, ko bomo ugotovili, kje je res tista najboljša priložnost in ko bomo vedeli, da smo slišani pa videni. Bravo, naj bo svet okoli vas dobra turistična priložnost. Aleš, Dominika, še zadnja zaključna misel, mogoče kot pogled vnaprej? Kot ambasadori turizma, turizmu čast in oblast, ne? Ja, mi smo, se moram malo fokusirati recimo na našo lokalno akcijsko skupino, ne. Mi smo že kar precej začeli delati na projektih, predvsem projektih sodelovanja, s katerimi bi želeli dvigati tudi določene turistične storitve, predvsem tukaj mislim na kulinariko, na kulinarični turizem, pa na konec koncev tudi na kulturno dediščino, ki jo imamo, in čutim zelo dober takšen odziv na terenu, predvsem so ljudje zainteresirani za sodelovanje in jaz upam, da bomo na nek način tukaj to zgodbo zapeljali. Je pa povezavi se s kulinaričnim turizmom tudi druge zadeve, so tudi lokalni produkti, so tudi povezovanje ponudnikov med sabo, je en kupec nekih skupnih zadev, sinergij, ki jih moramo najti in ki jih moramo seveda tudi vzpostaviti. In tu je v bistvu tista naša naloga. Potem se bodo ponudniki že zorganizirali pa zadevo izpeljali naprej. Dominika, Dolenjska je bila prva, ki je osnovala svoj regionalni kulinarični zemljevid v Sloveniji. Tudi premalo znana informacija. Jaz pa vidim gastronomijo kot en ključni, močan element in kot ikonično točko vseh 4 občin. Ogromno avtentičnih produktov, lokalnih surovin, iz zelo iskrenih kmetij. Tako. To bi bilo lahko tudi en temelj, vključno z epskimi zidancami. Absolutno. Vse, kar je hrana in pijača, to zmeraj najbolj vleče. Gastroponudba, vemo, kako je. Jaz bom pa tako rekla. V našem društvu Praetorium Letobicorum, turistična sekcija, dejte nas prosim, zasujte z informacijami, mi, ker smo drzni in pogumni, bomo na te informacije odgovorili in če se bo le dalo, ustvarili kakšno novo povezavo. Absolutno, vse od hrane in pijače do programov za osebe s posebnimi potrebami.
Dolenjske Toplice in Urša, naslednja močna zgodba ne bo o Auerspergih. Na tem območju nimamo dobre turistične zgodbe, ki bi lahko dobro na piedestal povzdignila to imenitno družino. Naj bo na rangu grofov celjskih. Ne? Tako. Tu je bila naša okrogla miza. En velik aplavz za enkrat. Luka, predajam besedo. Tako. Zdaj smo na točki dan D, na prelomni točki dan D. Luka, izvoli mikrofon. Hvala. Tako, predstavniki občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk ter predstavniki institucij, ki spodbujajo razvoj turizma, bodo izrazili svojo pripravljenost za krepitev tesnejšega in bolj povezanega turizma na širšem območju Suhe krajine, Temeniške doline in porečja reke Krke. Tu so izjemne možnosti razvoja naravne in kulturne dediščine, športnega turizma, gastronomije in ponudbe za družine. V luči večjega razvoja turizma vseh 4 občin se bodo svojimi podpisniki zavezali za večje povezovanje in mreženje ponudnikov z področja turizma, športa in kulture, pa tudi sobodajalstva, kmetijstva, obrti in gastronomije. Zavezali se bodo za skupne nastope na turističnih borzah, za razvoj inovativnih doživetij, ki bodo povezale vse 4 občine in za odpiranje privlačnih delovnih mest, ki bodo zaustavile migracije mladih. Prvi, ki bo podpisal zavezo, je župan občine gostiteljice, danes občine Dolenjske Toplice, župan Franc Vok. Izvolite. Tako, avtogram. To je tako, kot da se še enkrat oženil, gospod župan. Ne, nisem hotela prekiniti vašega podpisa, kar nadaljujte. Velika odgovornost. Bravo, en velik aplavz, bravo. Tako se delajo gostitelji, tako. Naslednji podpisnik v imenu občine Ivančna Gorica, podžupan Tomaž Smole. Dobrodošli, izvolite. Velja. Pozdrav županu in upanje na čim hitrejše okrevanje. V imenu občine Trebnje bo zavezo podpisala županja Mateja Pohe. Tako veseli nas, da tudi občina Trebnje pristopa k zavezi. Verjamemo, da bo to eden od temeljev uspešne turistične zgodbe vseh 4 občin v skupini Lastik. V imenu občine Žužemberk bo zavezo podpisal župan Jože Papež. Tudi vam lep pozdrav. Še en podpis pod zavezo, to so torej vse 4 občine, ki pristopajo k zavezi. Tu pa so tudi še preostali partnerji. Gospod župan, kar ostanete na odru, da bomo potem še skupno fotografijo naredili ob tej priložnosti, tudi županje občine Trebnje ponovno povabil na oder. Tako. Potem vabimo na oder še predstavnico Turistično-informacijskega centra Dolenjske Toplice, Polona Vrta. Tu. Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, zastopnica direktorica Maja Lampre. Tako, različne so poti do skupnega turizma, kar pogumno. Zelo smo veseli, da imamo tudi že takšne oblike delovanja v turizmu, ki pospešujejo, ki združujejo in ki so pravzaprav namenjene našim ponudnikom. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk, direktorica Tjaša Princ. Novo pričelo.
Pri vas smo zelo veseli in tudi vašega podpisa pod to zavezo. Tako, da ne bomo samo govorili tisti na odru, v imenu Društva turističnih novinarjev Slovenije bo zavezo podpisala tudi predsednica Marjana Krčmar. In še dodaten podpis v imenu skupine Lastik, Tomaž Smole, še enkrat. Tako, zdaj pa prosim podpisnice in podpisnike, da stopite korak naprej ob zavezo, da seveda ovekovečimo ta trenutek, ki je morda zgodovinski, vsekakor pa zelo pomemben. Tako, kar poglejte paparace. Hvala lepa. In prosim, če se nam pridružite še vsi preostali udeleženci okrogle mize, da bomo skupaj. Naj bo gužva na odru, tako se vidi, da imamo resen namen sodelovanja, večjega poročanja o zgodbah tega prostora. Jaz sem postavila desna roka gospoda gostitelja, gospoda župana. Marjana vedno najde pravo mesto, ne? Tako, in za motivacijo še za nasmešek. Rečemo do Lenjska ali pa Cvinček. Šmarnica. Ljudje z Ljubljane premalo vejo, o naših avtohtonih. En velik aplavz za naše sogovornike, sogovornice, podpisnike in podpisnike zaveze. Najlepša hvala. Luka, dovolj mi sem še eno besedo. Še nekoga bi rada izpostavila na tem mestu. Sem govorila o dobri turistični priložnosti te borze. Prvi, ki je zelo verjel v to, je bil Damjan Novak. Damjan Novak je tisti umetnik, ki je še do včeraj delal lično narejene mizice za našo borzo. Nismo najemali ljudi in storitev iz Ljubljane, ampak smo posegli v lokalno okolje. Damjan je res videl priložnost v turizmu v tej borzi, tako da, Damjan, če ostaneš, en velik aplavz in iskrena hvala. Mizice so fantastične in verjamem, da bodo vse 4 občine najemale, zdaj sem še tvoje mizice. Tako, ja. To je odmev na utrk lesa. Tako. In zdaj seveda tista motivacija pokušina dobrot Dolenjske. Gospod Vlado, kar počasi. Tako. Preden vas povabimo v zgornje prostore, sosednje seveda, še kratka predstavitev dobrot Dolenjske, in sicer gre za znamko, ki združuje več kot 700 izdelkov, več kot 120 dobaviteljev, in danes bomo okušali izdelke in zgodbe skupno 40 kmetov oziroma 40 kmetij. In kot pravijo v dobrotah Dolenjske, iščejo priložnosti, da nadgradijo našo kulturno dediščino z zgodbami posameznih pridelovalcev, mojstrov. Skratka, oglasite se v dobrotah Dolenjske, kjer ni samo trgovina, ampak so tudi pokušine, predstavitve in kjer vas lahko usmerijo do posameznih lokalnih virov, tudi turizma, kot smo lahko danes videli. Tako. Luka, hvala lepa. Hvala za EPP. Še enkrat iskrena hvala. Gospodje župani, gospa županja, predstavniki javnih zavodov za turizem, vsi udeleženci okrogle mize, hvala, ker ste sprejeli ta izziv, hvala za zaupanje. Jaz iskreno verjamem v turizem, iskreno verjamem v to, da je turizem lahko res dobra priložnost, tudi zato, da se mlade zadrži na tem območju, da se vse ne steka v Ljubljano, kjer ni vse tako čudovito in imenitno. Tako da jaz navijam in držim pesti in bomo tudi, kar se tiče medijskega poročanja, spremljali z zanimanjem vaše zgodbe, ki jih razvijate. Tako da širite se preko občinskih meja in razprite svoje krilo v turizmu. Pa še enkrat hvala za zaupanje. En velik aplavz in hvala, ker ste z nami se ustavili.